Spoštovani gospod predsednik vlade, dr. Miro Cerar, spoštovana gospa ministrica za izobraževanje, dr. Maja Makovec Brenčič, spoštovani gostje, sodelavci, dragi dijaki. Dobrodošli in lepo pozdravljeni na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana ob začetku novega šolskega leta. Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovana gospa ministrica, zelo nam je dragoceno, da sta danes med nami. To nam daje upanje na širšo podporo pri šolanju bodočih zdravstvenih delavcev, za kar smo vam izredno hvaležni. Spoštovani sodelavci, ob tem pomembnem poslanstvu, ko pripravljamo mlade ne samo na poklic, ampak tudi na življenje in stopamo v njihove življenjske zgodbe v najbolj občutljivem obdobju odraščanja, vam želim, da tudi ob začetku novega šolskega leta odkrivate vedno znova lepoto in veličino pedagoškega poklica. Vsi tukaj pa smo zaradi vas, dragi mladi, drage dijakinje, dragi dijaki. Dobrodošli spet nazaj, še posebej pa dobrodošli prvošolci. Naj ta stavba postane vaš dom, v kateri boste razvijali svoje talente, si drug drugemu pomagali in se ob nas odraslih vzgajali za nadvse plemenit poklic, ki ste ga izbrali. Vsem skupaj želim uspešno, ustvarjalno in veselo novo šolsko leto. Spoštovana gospa ravnateljica, spoštovani učiteljski zbor in seveda drage dijaki in dijaki, lepo pozdravljeni. Zelo sem vesel, ko sem lahko tukaj danes z vami skupaj z ministrico Majo Makovec Brenčič in seveda še posebej sem vesel, ko vas vidim takole dobro razpoložene. To pomeni, da ste imeli kar v redu počitnice in da se mislite vse prvi šolski dan oziroma prvi dan je bil tisti za prijazen. In dejansko upam, da bo tako, da danes še ne bo šlo preveč zares, da se boste počasi najprej malo podružili, kajti vedno sem šolo videl in razumel tudi kot en prostor prijateljstva, prostor, kjer se seveda predvsem srečujemo in sklepamo poznanstva in kasneje tudi neke vezi za življenje. In najprej vam povem to, da verjamem, da mora biti šola predvsem tudi to, da se učimo biti skupaj, sodelovati, delati povezani, kajti nihče sam ne more doseči vsega tega, kar želi in nihče sam ni dovolj za sebe in za druge. Samo kadar sodelujemo, samo kadar si pomagamo, kadar smo drug za drugega in drug z drugim, takrat lahko vsi pravzaprav sebe razvijemo do največje mere in največ prispevamo v družbi. Srednja zdravstvena šola vas bo izobrazila in upam, da tudi vzgojila za zelo plemenite poklice. Kjerkoli boste delali v zdravstvu, v katerikoli vlogi, se morate zavedati, da je to izjemno pomembno, verjetno to že veste, ampak želim to posebej poudariti, tako za vas kot za vse druge. Zdravje je pravzaprav način mišljenja, način čutenja, način življenja in predvsem tudi dajanje drugim. In za vas je to še posebej pomembno, kajti se svojim znanjem in upam, da ga boste imeli veliko, kajti takšnih zdravstvenih delavcev si vsi želimo, boste lahko veliko pomagali, seveda pa boste zato morali imeti ne samo pamet, ampak tudi veliko srca. In jaz verjamem, da šola, tudi ta vaša šola, vam daje oboje. In dajete se to tudi drugemu, torej tako znanje kot neko veliko to čustveno komponento. Učite se in vzgajate se v vrednotah, ki so pomembne za družbo. In ne pozabite, da o pravicah, ki vam pripadajo, ki so zelo pomembne, imate vsi skupaj tudi dolžnosti do drugih, do družbe
in tudi do samih sebe, če želite biti v tem, kar delate dobro. Predvsem pa vam želim, da bi našli v tem vašem poklicu, ki je res plemenit, ki je dober, čim več veselja. Poklic je vedno tudi napor, je odgovornost, težko je včasih zjutraj vstati niti na delo, ko te čakajo zelo zahtevne naloge, zahtevni izzivi, včasih pa še doma kakšne probleme, te mučijo neke osebne zadeve, pa kljub temu moraš odgarati tisti dan, ni vedno lahko. Včasih naredimo napake, včasih smo kritizirani, včasih se nam zgodi kakšna krivica, ampak kljub temu morate in boste morali vzdržati na tej vaši poti. In zato vam želim, da bi našli v tem vašem poklicu tudi čim več veselja. Že kot profesor na pravni fakulteti, kar sem bil, predem sem vstopil v politiko, sem vedno študentom dejal, najdite, iščite in najdite v tem poklicu, ki ga boste opravljali, tudi nekaj veselja ali čim več veselja. Kajti, če vas bo poklic veselil, če vas bo že zjutraj, ko se boste zbudili, grela neka misel na to, da boste delali nekaj zanimivega, dobrega, potem boste pravzaprav tudi v poklicu našli en del tiste sreče, ki vam jo želimo v življenju. Tako da, spoštovane dijaki in dijaki, srečno v tem šolskem letu, čim več se naučite in budite prijatelji in sodelujte, spoštovani učiteljski zbor, želim vam veliko uspeha pri tej vaši nalogi in da bi se tudi vi dobro razumeli z vašimi učenci. Tako da, srečno, lep dan in uspešno šolsko leto. Hvala. Dobar dan vsem v prvi šolski dan. Vem, da so danes začutenja posebna. Po prijaznih, dobrih počitnicah, upam, smo zbrani spet skupaj, vedoženi, radovedni, v pričakovanju novih znanj. Zato, dragi dijaki in dijaki, cenjeni učiteljski zbir, spoštovani predsednik in seveda vsi, ki verjamemo, da znanje šteje. Danes je pravzaprav tisti dan, ko se znova zberemo za to, da to našo radovednost preoblikujemo v vsakodnevni delovni dan, tudi vi, še kako. In pravzaprav ste se tudi odločili za ta poklice, ki jih tudi vaša šola. Odločili ste se za šolo tudi zato, ker želite nekaj postati in biti v življenju. In prav to šteje. In če boste v to verjeli, potem bo vaša pot zagotovo takšna, kot si jo želite. Pa ne le to. Če boste verjeli v to, kar delate, boste znali in zmogli pomagati za človeku. In vaš program, prav ta šola, je namenjena vsem za vse nas. In to najbolj šteje. Če znamo in zmoremo, obenem biti tudi veseli, ker se znamo učiti, a hkrati spoštljivi in strpni drug do drugega, potem smo naredili veliko za vse nas. Pa ne le to. Tisto, kar seveda najbolj šteje, je veselje, ki ga šola vedno in znova ustvari, a brez vas je ni. Zato naj bo vaša šola fajn, ustvarite jo takšno, kot si jo želite, a vendar hkrati vidite tudi naprej v vašo karierno pot in predvsem v zavezo, da znanje vedno šteje. Je popotnica za vse to, kar želite biti. In bodite pogumni v tem, kar želite biti in postati. Srečno vsem, naredite si ne le ta dan, ampak vsak dan takšen, kot je prav, da je. Uživajte!
si želela uspešno novo šolsko leto.